Danes je pa dan za blebetanje. In v današnjem videu bomo šli čez ta zadnji vpogled, ki sem ga naredila za Janeza Janšo. Torej, predelali bomo to zgodbo o ukradeni trdnjavi, da razložim vse te simbole in energije, ki sem jih začutila tekom te zgodbe. Zdaj, jaz vsakič, ko objavim kakšen posnetek, počakam, da YouTube zgenerira podnapise, prenesem to datoteko na računalnik in potem jo vstavim v umetno inteligenco in prosim, naj mi naredi oceno, naj predlaga, kaj naj naslednjič izboljšam, da bo vsebina še bolj, pač še boljša, ne. Torej, katere korake naj uberem, da bom imela še boljši storytelling. In zdaj, on je vedno, pač to dam različnim AI-jem, ChatGPT, Claude, Grox, ali kaj je oni Grok, Gemini, ne, se pravi, da vidim različne odgovore. In vsi so bili vedno enotni, da preveč blebetam, ne, se pravi, da preveč razlagam. In vsi so mi rekli, probaj se tako, pač ti se ful vživiš v zgodbo, začneš ful dobro pripovedovati, in ko je glih tisti najbolj vrhunec, ti začneš razlagati, ne, in s tem ful pade momentum. In zdaj, okej, sem rekla, dobro, ajde, to bi res lahko malo izboljšala, jaz se strinjam, da zelo veliko blebetam in govorim zelo veliko detajlov, in potem, ko govorim te detajle, zabredem v ene druge tematike in na koncu pridem nekam, ko sploh ne vem, kako sem prišla do tja in zakaj sem to sploh začela govoriti. Tako da to sem videla kot eno usmeritev, kako se lahko še izboljšam. Ampak v bistvu tisti glavna sprememba se je zgodila, ko sem pa na TikToku videla videe enega fanta, ki ga sicer poznam, tudi osebno, in je ful govoril o tem, kako pravilno oziroma kako govoriti na način, da te bodo drugi slišali. In bil je video, ko je rekel, da dobrega govorca od slabega govorca ločijo 3 sekunde. 3 sekunde tišine, ne, se pravi, da se ti znaš ustaviti, da publika zadiha, da sprocesirajo sploh, kaj so slišali, ne. Jaz sem pa vedno taka, ne. In to mi je dalo res misliti, ne, in sem si rekla, dobro, mogoče pa res bi lahko jaz te vpoglede snemala tako, da se ful vživim v zgodbo, da res pripovedujem na način, ki je čim bolj tak pripovedovalen, torej da ne razlagam, ampak da povem samo tisto esenco zgodbe, torej da kadar poslušaš, da ti lahko istočasno si to predstavljaš in si dobesedno tam. In res, jaz se odločim posneti ta vpogled za, čakaj, moram dati telefon potiho, spet mi tulele zvoni. Jaz se odločim posneti tale vpogled za Janeza, ki je v bistvu bil tudi prva epizoda te nove serije Prebujeno kraljestvo, namreč v njegovi trdnjavi sem našla oziroma sva našla nekaj, kar je dejansko spodbudilo idejo k temu, da naredim novo serijo, in ta serija bo v bistvu drugače, jo bom drugače pripovedovala. In ko sem se pripravljala na to epizodo, sem si rekla, okej, Teja, zdaj pa res, ne, zdaj, ko začneš snemati, uživi se v zgodbo in pripoveduj na način, kot da si v bistvu v nekem gledališču, imaš publiko in zdaj publike ne zanimajo detajli in razlage, oziroma detajli že, ampak razlage. Ker v bistvu, kako sem sploh tudi do tega prišla, evo, še tretja stvar, ne, se pravi ChatGPT oziroma umetna inteligenca, tisti TikTok, ki sem ga videla. In ta tretja stvar pa je bila, da v nedeljo sem jaz kuhala pač kosilo in sem razmišljala o vseh teh zadevah in me nekako prebliskne, decembra enkrat sem jaz posnela video, ko me je golob zaprl v zapor in potem je Janša zrihtal en skriti izhod, in ko sem šla po tem tunelu, sem pristala pred njegovimi nogami. In ko sem zdaj prvič, oziroma ko sem šla v Janšev svet pred to ukradeno trdnjavo, še en prejšnji, je bila podobna scena. Jaz nisem mogla iti v tisto belo luč, ampak sem našla pol nek skrit vhod in sem prišla v Janezov svet in padla sem mu pred noge. Se pravi, sem našla to neko vzporednico. Ampak
ko sem se spomnila tega zapora in da me je Golob tam zaprl, me je to ful spominjalo na zadevo oziroma na situacijo, ki jo je imel Aleksandar Repić, ko je prišel iz Dubaja, so ga čakali na letališču in takrat naj bi pač Golob dal ukaz policiji, naj mu naredijo hišno preiskavo in vse te stvari. Potem pa na dan volitev je prišel Aleksandar v državni zbor in sta se z Janšo kao tako neki pozdravila. In tukaj sem videla jaz to povezavo in sem rekla, čakaj malo, kaj če sem takrat, ko sem bila jaz na energijskem nivoju in je mene Robert Golob zaprl v zapor, da je bila to neka metafora oziroma skoraj neka vizija, kaj se bo zgodilo, ampak namesto mene je pač bil Aleksander. Torej sem nekako razbirala to dinamiko med njimi tremi. In jaz poiščem ta video, hočem ga poslušati, da še enkrat grem čez zgodbo in da vidim, če so res te vzporednice. In jaz sem mogla poslušati 10 minut tega mojega blebetanja, kaj je bilo na uni datum, kaj je bilo na uni datum, kaj se je pol zgodilo, kaj se je pol. In v bistvu sploh nisem prišla do te zgodbe, ker se nisem mogla več poslušati. In to je nekako bil moj point, ne. Se pravi, da posnemem te vpoglede na način, da jih lahko znova in znova gledaš, če hočeš se pač znova in znova vživeti v tako zgodbo in jo čim bolj spoznavati. Ne, da bi mogel vsakič poslušati tiste razlage, ki jih potem, ko enkrat slišiš razlago, ti je že jasno, ne, in jo nočeš še enkrat poslušati, hočeš gledati res zgodbo, ne, v mislih in jo čutiti. Tako da no, to je bil nekako point in moja motivacija, da snemam vpoglede na tak način. In končno se jaz lotim posneti za Janeza Janšo, tole z ukradeno trdnjavo. To se je zgodilo čisto spontano, sploh nisem hotela za njega delati vpogled, ampak so bile te random vizije, random uvidi, in ko sem to sestavila skupaj, je pač bilo ful dobro in sem rekla, čakaj, to mora biti neka uvodna epizoda te nove serije Prebujeno kraljestvo. In jaz se usedem tle pred kamero, imela sem pripravljeno samo začetek, kako naj začnem, in pol sem pa rekla, pol bom pa res se vživela in tako, kot mi pridejo besede, in pravila čim bolj doživeto razlagati in tako. Ful sem bila vesela, kako je to uspelo, ful sem bila vesela, da je bil ta video kratek, samo 30 minut, ful sem bila navdušena nad izdelkom. Potem, preden sem ga objavila, sem ga pogledala še vsaj po moje 5 ali 6-krat, tudi zato, da sem pač označila, kdaj sem kje v katerem svetu, ne, tako da imaš spodaj tiste kazalke in lažje vidiš, aha, zdaj sem v Janševem svetu, zdaj sem v Lumi svetu, zdaj sem tam in tam in tam, ne, tako. In jaz sem imela ful pričakovanja visoka, ne, pač to bo ljudem, wow, če so jim bili prej vpogledi, wow, ne, ko sem še razlagala en kup stvari notri, če so bili toliko gledani, pol bo to bo pol eksplozija, prav ono, wow, oh my god, next level, kaj dobro teja. Pač ful sem nekako imela taka pričakovanja, zato ker sem bila tudi jaz sama nad izdelkom ful navdušena. Končno pride tale premiera. Premiera je bila kar dobra, no, ampak te ogledi niso šli nikamor. Še zdaj, skoraj 2 dni kasneje, še vedno smo pod 1000 ogledov, kar je sicer super, okej, jaz sem ful navdušena, sploh da me ljudje poslušajo, to mi je sploh fantastično, ampak je pa prišlo ful manj ogledov, kot sem mislila, ne, in to mi je bilo ful zanimivo, ne, končno naredim pa res nekaj, kar sem ful ponosna, in na koncu to ljudem sploh ni privlačno, oziroma jih sploh ne pritegne k poslušanju, pa še kratko je, dosti kratko napram ostalim posnetkom. Zdaj, to je čisto ena normalna posledica, ne, to se skoraj vedno tako zgodi, se pravi, kadar ti stopiš na nek nov nivo, ponavadi vedno dobiš backsplash, oziroma pade ful zanimanje od ljudi. Naprimer, tudi če imaš podjetje in se odločiš, ok, zdaj pa mi bomo dvignili cene, pa izboljšali naše storitve, da lahko še več dvignemo cene, pa gremo na nek nov nivo. Ko to narediš v podjetju, imaš vedno ta obdobje neke tišine, oziroma, ker je tako, ne, ti si v tem nivoju, ne, v tem nivoju te že ljudje poznajo, energijsko gledano, ne, imaš tle konstantno stranke, pol pa greš ti na višji nivo, dvigneš cene, izboljšaš storitve in vse to, ampak v tem nivoju je drug folk, pač ta folk, ok, nekateri bodo šli s tabo, ampak ne vsi. Ponavadi ostanejo ljudje pač na tem njihovem nivoju in tam iščejo
pač to, kar so navajeni. Ampak v tem novem nivoju so novi ljudje, drugačni ljudje. In rabiš čas, da potem ta mašina zalaufa in da v bistvu spet začneš pritegniti ljudi, ki pa so skladni s tem, kar si zdaj postal. Tako da to je čisto normalno. In sem si vedno govorila, da je normalno, normalno je. Ampak kaj je bilo ironično, tista najbolj smešna stvar, ne? Končno video, kjer ne blebetam nekam v 3 dni. Prvi komentar je prišel pod video, ko je nekdo napisal bla, bla, bla. In sem bila pravuno, končno video, kjer ne blebetam in nekdo mi napiše komentar bla, bla, bla. In sem bila pravuno, ok, to se prav energije delajo norca iz mene, oziroma me preizkušajo, kar je čisto normalno, torej, ko pač zamenjaš pristop, ko greš na neko novo frekvenco, je to vedno taka posledica. Tako da, pa tudi tako je, ne, zdaj sem ja šla na ta nov pristop in energije te preizkušajo, boš ti šel v to novo identiteto, ki je v bistvu boljša, ampak je ven iz tvoje cone obdobja, ali boš ostal tak, kot si, pa boš imel v bistvu gledanost isto, ampak ostaneš pol na tem nivoju, ne. Prej ali slej moraš se nadgraditi, pač point je, da se vedno nadgrajujemo v življenju, ne, da ne obtičimo na neki točki. In ja, pol z vsakim napredovanjem pride tale tišina, razen kadar pa ful zavlačuješ, kadar te energije prav spodbujajo k temu, da spremeniš pristop, ti pa si še vedno zakoreninjen, ne, bomo mi po starem delali, dokler potem enkrat ni že tako pozno, da te energije same pač moraš spremeniti pristop, moraš spremeniti, recimo, če gremo na podjetja, ne, čutiš, da bi mogel dvigniti cene, čutiš, da bi mogel nadgraditi storitve, ampak se rečeš, ne, vse funkcionira, ne bomo nič spreminjali, potem pa te energije prisiljajo v to, naprimer pride energetska kriza in pač si prisiljen dvigniti cene, ne. In recimo, če res greš na zadnji vlak, takrat ponavadi nimaš tega backsplasha, ne, ker če ne, te psihično sesuje. No, okej. Gremo naprej. Gremo k temu v pogledu od Janeza Janše konkretno. Zdaj, pri tem konkretnem pogledu je šlo za serijo več uvidov, ki sem jih doživljala tekom večjega števila dni. Se pravi, jaz sem, kako se je že začel pogled? Začela sem ga pripovedovati s tem, ko mi je dal Janez Janša načrte za, sem tako začela? No, saj nima veze. Ko mi je dal Janez Janša načrte za trdnjavo od Zorana Stevanoviča. No, in pol, ne vem, naslednji dan sem jaz imela ta preblisk, ko sem v bistvu, pač jaz recimo kuham ali nekaj pospravljam ali nekaj takega, kjer ne rabiš uporabljati dosti možganov oziroma ne rabiš nekaj zdaj razmišljati, pa tako biti skoncentriran. No, in takrat jaz pač grem, ne vem, vprašati recimo Zorana Stevanoviča, no, koga boš ti predlagal za naslednjega, ne, da naredimo vpogled. In nekako je on vedno govoril, ta Katja Kokot, ne, nekako je vedno bila ona, vsakič, ko sem ga v mislih vprašala, je rekel njo. No, pol pa kar naenkrat jaz njega to še enkrat vprašam in sem takrat videla uvid, ne, kako je prišel do mene in naslednji bo Janez Janša in zdaj sem ti prinesel vse načrte od njegove trdnjave. No, se pravi, potem, kadar se dogajajo te uvidi, jaz moram te uvide pol sestaviti v smiselno celoto, ne, in to je v bistvu edini del, ki ga naredim z razumom. Vse ostalo pač pride samo. Zdaj, logično, na socialna omrežja dajemo shortse, ne, torej reelse, kratke izseke iz celega podcasta. Zato, ker pač na socialnih omrežjih je to ful bolj gledano. Se pravi, če imaš video pod 1 minuto, bo algoritem ta video ful bolj pošiljal naprej ljudem, kot pa če je video dolg 30 minut, ne. Socialna omrežja nimajo rada dolgih posnetkov, načeloma. In seveda se naredi te shortse, se doda pod napise, to je pač zdaj tako popularno, oziroma to ima algoritem rad. Če hočeš, da je tvoja vsebina gledana, moraš nekako slediti tem smernicam. In logično, za take kratke videe mora biti vsebina nekako izvzeta iz konteksta, mora biti malček provokativna ali pa drzna ali pa nekaj šokantnega, mora biti res nek tak dogodek, ki je prav ono,
In še boljše je, da je tako izrezan odsek, da ljudje nimajo pojma, zakaj se gre, da jim ni jasno, kaj točno se dogaja, ne. In jaz sem tudi torej pristopila s to logiko in mi je ful smešno, kako komentarji na Facebooku in na TikToku, mislim, kaj vse mi pišejo spodaj, pač to je tako smešno. Mislim, jaz ne vem, kaj naj si mislim. Od tega, da sem lažnivka, ne. Ko sem rekla, da sem šla z Janezom Janšo v avto, da sem lažnivka. Janez Janša nima časa se ustavljati ob cesti in pobirati neke ženske. Pač ono, what? Ker pač ljudje niso dojeli, da je to neki na energijskem nivoju, kar je tudi point, ne. Pač point je, da potem ljudje komentirajo večinoma samo zgage. Pač to so najbolj aktivni komentatorji, troli, hejterji, se pravi, ljudje, ki so normalni, srčni, prijazni, te zelo, zelo redko komentirajo. Komentirajo v glavnem takrat, kadar jim daš neko vrednost in se pol ali zahvalijo, ali pa če deliš kakšen uspeh, pa te pohvalijo. Zelo, zelo redko delijo svoja mnenja. Ti hejterji, troli in vsi ti kurci, pa oni so top komentatorji na socialnih omrežjih, ne, in pač treba je delati tako vsebino, da razkuriš te ljudi. Ko jih razkuriš, se zanašajo na tabo oziroma stresajo to frustracijo v komentarjih. Algoritem vidi, opa, tle se ful dogaja, tle se ful komentira, tle je ful interakcije, ta vsebina je dobra, dajmo jo pošiljati naprej. In potem vsebina postane viralna, vidijo ful veliko večje število ljudi, hkrati pride še več teh trolov in hejterjev, ampak istočasno pa to vsebino vidijo tudi ljudje, ki pa razumejo, jih zanima in pol grejo na YouTube in poiščejo ta posnetek, da si pogledajo celotno zgodbo. In to me ful zabava, ko berem, kaj vse mi piše, od tega, da sem itak za naj grem v bolnico Polje se prijaviti, kdo je moj diler, na kakšnih psihadelikih sem, ne vem, ni da ni. Pač ful zabavno. Ful sem pa hvaležna, da sem prišla do točke, ko me taki komentarji več ne ganejo, niti sprovocirajo, niti mi ne dvignejo pritiska. Včasih samo zavijam z očmi. Najbolj me pa šokira, ko so ženske nesramne. To pa jaz ne razumem. To pa res ne razumem. Ko mi napišejo: prasica, nemarna, zapri se v klet, dovolj imamo vas levičarjev. Ono, kakšnih levičarjev? Jaz sploh nisem levičarka, oziroma pač se ne postavljam na ono stran, se postavljam bolj na desno, desno-sredinsko, ne. Ena me popravlja: mi nimamo v Sloveniji leve in desne vlade, imamo levo-sredinsko in desno-sredinsko. Okej, desno-sredinska, v redu, ne. No, evo, taki me edino, ne, v bistvu ženske me ful razkurijo. Zakaj? Ker nekako si ne predstavljam, da ženska napiše pod video, kjer pač ena druga ženska čisto tako nekaj govori, nobenemu noče nič žalega, nobenega nič ne vem, da bi bila nekaj nesramna ali karkoli. In ne, ona prasica, grda, kura, neumna, pač ono, what, okej. No. Na ta video, kjer je pač Janez Janša meni dal te načrte, tega sem dala kot shorts na Facebook, so mi ljudje pisali, da to so laži, levičarka neumna in take. Ampak kaj je point? Se pravi, ko mi je Janša dal načrte od Zoranove trdnjave, je on s tem pokazal, da ima ta mentorski duh, da mi hoče pomagati, da hoče v bistvu dati neko vrednost nazaj, ker sem jaz njemu v prejšnjem pogledu pomagala spucati tisti parlament, on meni takrat ni dal niti pohvale, niti nekega darila. In kasneje on prišel do mene in pač je videl in je začutil, glej, tle imaš načrte od Zoranove trdnjave. In s tem je v bistvu dal mi neko pomoč, mentorstvo. Pokazal je, da mi hoče nekako
me podpreti, pomagati, ker so vse vrline nekega dobrega vodje. S tem, ko je on dal meni načrte od trdnjave, tle ni bilo nekega, aha, Janez pa zasleduje druge ljudi, pa jih kontrolira, pa nadzira. Ne, energijski nivoji delujejo drugače. Zdaj, bilo bi sumljivo, če bi mi dva bila, recimo jaz sem takrat rekla, da sva mi dva šla na kavo, da sva bila nekje v mestnem jedru, da so bile okrogle mizice, se pravi, smo bili nekje v javnem prostoru, na energijskem nivoju pač, ne. Kar mi kaže, da to ni neka skrivnost, da to ni bilo neko šmugljanje ali pa ne vem kaj. Enostavno mi je Janez hotel pomagati, hotel je dati neko svojo vrednost, dal mi je neko darilo. Zdaj pa, jaz sem takrat rekla, pač hotela sem se malček, biti frajerka pred Janezom in reči, tega pa jaz ne rabim, veš, jaz sem že bila v njegovi trdnjavi, jaz se že poznam. In on je potem v bistvu te načrte izmaknil. Torej, ostala je skripta, ampak je načrte zbrisal, ne, pač na energijskem nivoju se to da. In ko sem jaz razmišljala o tem, kakšno darilo bi prinesla Zoranu, in ko sem videla, da rabim načrte in da vidim, če piše dimenzija vrat, sem videla, da so te načrti prazni. Se pravi, Janez mi je vzel to darilo, ne. Zdaj takrat najprej sprva nisem ugotovila, nisem takoj dojela, zakaj, nekako sem takoj mislila, ja, on me izigrava, me ima za norca, mi ponuja darila brez vsebine, kako je nesramen ta Janez Janša. Ampak v bistvu, zakaj je on to vzel? Predstavljaj si to, ti prineseš neki osebi darilo, ker recimo veš, da ta oseba to potrebuje. Na primer, kaj bi si izmislili? Evo, oseba si je kupila hišo in jogi, nima pa postelje, ne. In zdaj ti prideš na obisk in rečeš, glej, jaz sem ti pa kupila posteljo, kvalitetna, od mizarja narejena. In pol ti reče ta oseba, ma ne rabim, hvala, saj sem dobila, mi bo, ne vem, sem našla na Bolhi eno rabljeno, neko kovinsko za ful malo denarja, hvala ti, ne. In pač ti kot nekdo, ki hočeš nekomu dati neko vrednost, zato ker ta oseba ti je nekaj pomagala in zdaj vidiš priložnost, lej, zdaj pa lahko jaz tej osebi prinesem kvalitetno posteljo, ker si zasluži, ker mi je dala, ne, pol pa ta oseba reče, ne, hvala, ne rabim. Pač počutiš se prav butasto in vzameš to posteljo s sabo nazaj, če je rekla, da ne rabi, ne, zakaj bi jo pustil. No, in tako je tudi Janez ravnal, kar se mi zdi čisto, gledano v bistvu, če interpretiramo to, to je čisto zdrav odnos, ne, če ti nekomu hočeš pomagati in on zavrne tvojo pomoč, je najbolj fer, da pač vzameš svojo energijo nazaj, ne. Zdaj, ko sem jaz dojela, kaj je fora, ko sem jaz dojela, da se je on v bistvu užalil, ker sem zavrnila njegovo darilo, meni je pol klik, okej, oprosti, ampak ni sprejel mojega opravičila in to se mi tudi zdi zelo zdrav odnos do svoje integritete, ne. Ful mi je smešno, ta beseda je zdaj tako popularna ratala od volitev dalje. Se pravi, svoje dostojanstvo, ne, ohraniš na tak način. Ker recimo predstavljaj si zdaj tega človeka, ne, v bistvu veš, jaz sem dobila zdaj to iz Bolhe, kaj bi lahko jaz dobila to posteljo nazaj? Malo puca muca, ne bo šlo, zdaj pa najprej mi pomagaj to narediti in če mi to pomagaš, pa ti dam še to posteljo. Zakaj? Zato, ker mora biti vedno neka vzajemno sodelovanje, ne, in če je nekdo zavrnil tvoje darilo, je edino prav, da mu daš neki pogoj, da mu s tem, da v bistvu s tem dokaže, da si je premislil, da misli resno in ti v bistvu pomaga še z neko stvarjo, zato da na nek način zaceli tisto rano, ki jo je ustvaril, ko je rekel, da tvojega darila ne potrebuje. Štekaš. Se pravi, to je bila ful dobra akcija z njegove strani, zelo, zelo zdravo, vsaj iz energijskega nivoja. Zdaj meni je on dal en ful velik izziv za rešiti, ne, to trdnjavo. Meni osebno, ko sem jaz videla to trdnjavo, se mi to ni zdela poštena izmenjava, ko sem jaz videla prvič to trdnjavo ujeto v zobljih lave. Pač res je bil scary feeling, jaz sem rekla, to ni šans, jaz tega ne morem rešiti, kako naj to rešim, ne. Se mi ni zdel glih nek fair play, ampak sem rekla, zakaj pa ne bi
poskusili, pač nimam kaj izgubiti, ne. In če mi ne bi uspelo, bi potem že razmišljala, kaj to pomeni in če je Janša na energijskem nivoju prav ravnal, ali je bil pošten ali ni bil pošten. No, ker mi takrat Vladimir ni hotel pomagati, sem šla jaz bliže, sem začutila, da pač moram iti blizu, ne, ker pol bi tako videla, če bi prišla blizu in bi začela izgubljati energijo, ali pa bi bilo prevroče, ali pa bi bilo nek tak čuden občutek, bi pol že ravnala drugače. Ampak zdaj, ko sem si dala to trdnjavo, jaz sem točno vedela, kaj ta trdnjava simbolizira in kaj se v njej skriva in kaj se lahko zgodi, če to trdnjavo prečistimo teh temnih sil. Zato, ker na energijskem nivoju je tako, ne, pač ti načeloma, če nimaš dosti razvite domišljije oziroma če nisi dosti na teh energijskih nivojih, če si ful v tretji dimenziji, ne, kot radi rečejo tej duhovni guruji, če si ful vpet v 3D in nisi dosti v peti dimenziji, imaš ponavadi bolj neko pokrajino in tako ful je bolj ena hiška tam, pa tako bolj malo, ne, in to je, pač to jaz dojemam kot neko igrico, ne, in pol si ti kupiš, kadar ti najdeš neko svoje poslanstvo, pač v trdnjavah skrivamo poslanstvo, neki notranji klic, neki talent, ne. In zakaj ga skrivamo v trdnjavah? Zato, ker kot otroci smo ta talent izražali, ampak smo dobili pol neko kritiko, ali pa so nas začeli zaradi tega zafrkavati, ali pa smo probali in smo totalno pogoreli in smo si dali prepričanje, da to pač ni za nas, ne, in potem ta talent pospravimo v to trdnjavo. In zdaj, ta trdnjava je pač tam. In ponavadi, če je taka lepa trdnjava, da jo ne ujamejo temne sile, to pomeni, da ta oseba, na primer, če gremo na petje, ne, je najlažje dati primer s petjem. Če ima oseba petje zaprto v trdnjavi, to pomeni, da ona ni šans, da bi nastopala, ne, ampak pa ful rada poje in ko je doma poje, ko je v kopalnici poje, zapoje na kakšnem rojstnem dnevu ali pa ob družinskem srečanju, to pa je to, ne. In če najdemo recimo to petje v trdnjavi, pomeni, da ima ta oseba res en velik potencial, da postane neka pevka, pač tudi glede tu imaš tudi ogromno nekih možnih karier, to ne pomeni, da postaneš samo pevka, ki je na odru in poje svoje pesmi, imaš en kup možnosti, kaj lahko kot pevka počneš, in ko to raziščemo, ko to sprostimo, potem kaj se zgodi pri tej pevki, začne dobivati spontano ideje oziroma neko silo notri, nekaj težene, jaz moram narediti en nastop, ne, jaz bi pa res naredila en nastop. Pa pol pride ena veselica, pa dobiš tisti navdih, jaz pa moram iti zdaj do organizatorjev pa jim ponuditi, kaj bi lahko imela jaz, ne vem, pol ure nastopa, recimo, to se zdaj izmišljujem. In potem ti oni potrdijo in na tak način potem tudi v fizični svet daješ svoje petje ven iz te trdnjave. Zdaj, če najdemo trdnjavo, ki je ujeta v temnih silah, ali je v neki megli, ali je notri vsa pajčevinasta, ali je, ne vem, kakšna, to pomeni, da ta tvoj talent, ne samo, da ga skrivaš pred javnostjo, ampak tudi, da je okrog njega ogromno enih strahov. Na primer, strah pred izpostavljanjem, strah pred uspehom, strah pred tem, da se ti bodo drugi smejali, strah pred tem, da boš v središču pozornosti, strah pred tem, pač ogromno imamo strahov, ne. In zdaj, ko mi najdemo trdnjavo, ki je recimo ujeta v te temne sile in jo prečistimo, kaj se potem zgodi v tvojem fizičnem življenju, je to, da začneš izgubljati strah, da recimo, ne vem, en dan razmišljaš in rečeš, pa dobro, pa saj kaj ima veze, če bom v središču pozornosti, pač saj pa mogoče bi mi bilo fajn, ne, če probam. Recimo prej je bilo, ne, jaz se ne bom izpostavljala, ne. Ne, po tem energijskem čiščenju in ko osvobodimo to trdnjavo, pa začneš razmišljati tako, pa dobro, saj mogoče pa bi lahko bila kot neka back vokalistka na začetku, pa dobiš že neki zagon, da greš na oder, ne. Pa potem počasi se ta strah dejansko tudi topi, ne, tudi na fizični ravni in potem prideš do tistega, ko zdaj pa si upam zapeti pred občinstvom, ne. In to pomeni, da svojo trdnjavo začneš spreminjati v dvorec, v palačo in potem
nastane kraljestvo. Kraljestvo nastane takrat, ko imaš v bistvu že tle zadaj nek sistem. Naprimer, neka pevka ima sistem, ima svojo ekipo, snemalce, ima svoj studio, ima ljudi, ki pišejo besedila za pesmi, ima menedžerja, ki organizira nastope, ne. Se pravi, ko imaš vse to, se spremeni trdnjava v kraljestvo. Ali pa, če najprej naredimo na energijskem nivoju, se pravi, ko trdnjavo spremenimo v kraljestvo, kaj se zgodi v glavi, začneš dobivati bolj jasno sliko tega, kaj si ti sploh želiš, koga sploh potrebuješ, kako naprej, bo prvi menedžer, bo prvi, ne vem, band, bo prvo studio, torej bolj ti je jasna ta struktura in lažje v bistvu ubiraš prave korake naprej, da si potem tudi ustvariš uspešno kariero. Ko sem jaz videla tole Janševo trdnjavo, sem torej točno vedela, kaj ta trdnjava je. Oziroma pač ne točno vedela, da bi rekla jaz, v tej trdnjavi skriva talent za petje. Ne, pač nisem mogla specifično povedati, ampak vem občutek, ne. In ta občutek sem povezala s svojimi trdnjavami oziroma s svojim tem kraljestvom in je bil isti in sem rekla, to je nekaj v tem kontekstu. Zdaj, ko sem jaz šla bliže tej trdnjavi, bolj blizu kot sem šla, bolj se mi je zdela ta lava fake, pač to sploh ni lava. In ko sem prišla čisto zraven in sem videla, da je to v bistvu, da izgleda kot tisti napihljivi dvorec, ki ga imajo otroci, samo da je črne barve, mi je bilo tako jasno. To so neke otroške sanje, ki so bile uničene. Zato je vse skupaj spominjalo na tale dvorec za otroke. In oddaleč je izgledalo grozno. Torej, kaj se je moglo zgoditi pri Janezu Janši? Zdaj, v dokumentarcu je on rekel, da je konstantno menjal poklice, ne. Najprej je hotel biti raziskovalec, pol je hotel biti detektiv, pol je hotel biti astronaut, pol je hotel biti, ne vem, odvisno kakšne knjige je bral, to si je želel biti po poklicu. In dajmo reči, imel je obdobje, ko pa je prav, to pa si jaz prav želim početi. Jaz hočem biti po poklicu, recimo, astronaut. In on je bil ful v temu in to je bil res tisti poklic, ki ga je drugače napolnil od vseh prej, ki jih je imel, od vseh idej, ki jih je prej nekako preučeval. In on je bil astronaut in jaz bom astronaut in to je govoril in je bil zapust astronaut in ne vem, kaj še vse. In potem mu je recimo, ne vem, mama rekla, ne, to pa je nevarno, to pa se lahko izgubiš v vesolju in ne prideš več nazaj. In kot otrok, ne, ti ne pomisliš, ne razmišljaš toliko logično, da bi pomislil na možnost, da če greš z raketo v vesolje, da obstaja možnost, da ne boš prišel nazaj, ne. Kot otrok tega ne pomisliš. Pol pa ti neki odrasli reče, ne, to se lahko izgubiš v vesolju. In kot otrok, ki ne zmoreš procesirati recimo vesolja in dejansko vsega tega, da pač ne moreš tega realno sprocesirati, si to v glavi ustvariš kot, to je nevarno. Zdaj seveda, to glede astronavta je samo primer, jaz ne vem, na kaj točno se nanaša ta trdnjava pri Janezu, ne, to bi on edino lahko povedal. Ker energijski nivoji zaščitijo določene stvari, ne, in zdaj, če ni v naši domeni, da mi vemo, kakšne so bile otroške sanje Janeza Janše, se pač ta informacija ne bo razkrila. Jaz jo vem z notranjim vedenjem, to je tisti občutek, ko veš, ne da bi vedel, kako veš, ampak ne znam tega opisati. Jaz vem občutke, kakšni so, ampak so neopisljivi, ne. Okej, in kot otrok si je on zdaj je slišal, da se ne moreš več vrniti in to je bil zdaj strah, ne. Ne bom jaz astronaut, jaz se hočem vrniti na Zemljo, ne. In pač to ti ostane v podzavesti, da astronavtski poklic je nekaj, kar je ful nevarno. Pol pa ti začneš odraščati. Začneš dobivati zavedanje o Zemlji, o vesolju, o astronavtskem poklicu. Ampak ti si vmes že zamenjal kariero, ne. Si že rekel, okej, bom pa, ne vem, politik. In greš v ta poklic politika in logično ti je, da astronavtski poklic nekako dojameš, da to moraš iti, ne vem, v Ameriko, moraš ne vem kaj, pa to. In razumsko dojameš, to ni zame, že dobro, da se nisem za to odločil. No, ampak vedno gori ta želja nekje, ne, nekaj v tem kontekstu si pa želiš nekoč početi. In
Ampak, ko pomisliš na to, ti vidiš sam probleme, ne? Če zdaj bi Janša rekel, jaz bi pa zdaj, ko zapustim politiko, bi pa rad postal astronavt, ne? Pa bi rad potoval po vesolju. Razum ti govori, ma kak, ima to moraš toliko let priprav, treningi, to. On je zdaj že nekako v zrelih letih, kje boš to, ne? In v bistvu ostane ta želja nekako oddaljena, konstantno ujeta v teh zubljih lave. Zdaj, ko smo mi to prečistili, jaz verjamem, da bo se to pri Janezu Janši energijsko preneslo v njegov fizični svet, ker sicer jaz ne bi dobila dostopa do njihovih svetov, če ne bi to imelo nekega večjega namena v ozadju. Lej, morda celo po nekem naključju pogleda tisti video in bo dobil te informacije, mu bo naredilo te spremembe. Ampak recimo, kaj bi se lahko zgodilo, zdaj, ko smo to prečistili, on bi lahko nekega dne rekel, ok, astronaut res ne morem biti, res ne morem leteti v vesolje, ampak morda pa lahko zaprem oči, pa se z energijo dvignem v vesolje in raziskujem te vzporedne svetove, ne, recimo. In to bi ga seveda notranje obogatilo, če je to nekako njegovo poslanstvo. Karkoli je ta trdnjava, je nekaj, kar je on imel kot otrok ful neko željo, to raziskovati oziroma to postati, to početi, ampak mu je nek odrasel človek ali pa sovrstniki ali pa pač enostavno energije so mu ulile nekakšen strah. In ker je on bil še otrok in tega ni znal pravilno sprocesirati, je ta strah nekako ostal tam, s tem, da se je samo spreminjal in postajal bolj razumski. Ampak je vedno pustil tisto, pač tisti občutek. Recimo, da povem en moj primer. Jaz, ko sem bila majhna, jaz sem govorila, da bom kirurginja za srce. Ne vem, kako se točno reče takemu kirurgu. Ampak sem vedno govorila, jaz bom pa zdravnica, ampak ne tista, ki gleda grlo, ampak tista, ki operira srce. In recimo mama je takrat meni rekla, ma ne, kirurginja, to ni poklic za ženske, pač ženske, to je poklic, ko traja operacija po 10, 12, 16 ur. To je kdaj tudi tako, da si ti glih doma in dobiš klic in moraš iti po noči, moraš iti operirati, ne, ni to, to je težek poklic za žensko. Vidiš, mama mi je takrat hotela samo dobro in hvala Bogu, ker jaz sem zdaj pač ful bolj uživam v tem poklicu oziroma tudi v grafičnem oblikovanju, kot bi uživala, če bi bila neka zdravnica. Tam se jaz zdaj ne vidim, tako da jaz sem hvaležna, da me je mama preusmerila z te poti. Ampak še vedno ostala v meni tista želja, da hočem pozdraviti srca ljudi, ne. Se pravi, čustvene rane, čustvene bolečine, razočaranja. In v bistvu sem našla drugačno pot. Torej, ne operiram dejansko fizičnega srca, ampak delam bolj z energijami in zdravim čustveno srce, čustvene rane, čustvene bolečine in tako naprej. Tako da, če je recimo Janez Janša hotel biti astronaut, je ta trdnjava lahko lih to, da potuje v vesolje, ampak na energijskem nivoju. Potem še recimo to, ne, ko je Zoran poluletel k meni s temi načrti za Janeza. Tukaj se ni videlo, da bi bilo če bo on mene, bolj pa bom tudi jaz njega, ne, neko tako rivalstvo. Ne, na energijskem nivoju to spet drugače poteka. Trdnjave so nekaj, kar res skrivamo pred javnostjo, tega nočemo povedati, oziroma tega ne dajemo ven, ne govorimo o tem. In ker je Zoran na energijskem nivoju izvedel, da imam jaz načrte, kar pomeni, da bom lahko več detajlov razkrila iz te njegove trdnjave, je on hotel samo fair play, ne. Ni se hotel razgaliti, kao jaz vam pustim, da me razgalite, naj delajo z mano. Ne, on se je postavil zase in prinesel načrte, ki so še bolj detaljni, s tem, da bi v bistvu ohranjal neko svojo stabilnost, svojo pač spet integriteto, ne. Da bi imel tisti občutek, ok, prav, razišči me do konca, ampak ne bom se jaz zdaj razgalil, pa da delate z mano, kar hočete, ampak tle imaš pa potem naprej. Če boš mene razgalila grdo, potem pa daj še Janeza Janšo razgali grdo. V tem kontekstu, ne. Ni bilo to neko pogojevanje ali pa izsiljevanje, šlo se je zgolj za to, da je hotel pokazati,
svojo moč in to, da se on ne bo podrejal, da ne bo, ne vem, neka razgaljena, razgaljena deklica, ne vem, tako mi je zdaj prišlo. Ampak kao, glej, če se bomo tako igrali prav, evo, bom pa tudi jaz prispeval in jaz lahko prispevam še večne, kar je v bistvu s tem pokazal, da ima tudi on zelo veliko globine, ampak jo zelo, zelo skriva. Namreč, kasneje sem jaz ugotovila, potem ko sem že to epizodo posnela, je prišel en tak preblisk, ko mi je postalo jasno, da Janša, se pravi, Janez Janša mi ni prinesel načrtov od Zoranove trdnjave, ampak mi je prinesel načrte od trdnjave, kot jo ima Zoran. In to mi je dalo takoj vedeti, aha, tudi Janša je nekoč imel tako trdnjavo, točno ve, kakšne so te trdnjave, kako so sestavljene, kako so, ker so to neke tipske trdnjave. In hkrati, ko je Zoran prinesel meni načrte od Janševe trdnjave in vsa gesla, PIN kode in ključe, sem potem tudi takoj vedela, aha, Zoran ima pa še eno trdnjavo nekje, oziroma zagotovo jih ima več, ne, se načeloma, načeloma imamo vsi ogromno trdnjav, ogromno teh svetov različnih, ampak nimamo dostopa do njih, ker so na preveč visokih frekvencah ali pa prenizkih včasih, ne. Tudi recimo vsi živimo ogromno življenj v sprednjih svetovih. Smo na svetovih, kjer pač v bistvu ogromno imaš teh svetov. Pač ne bom zdaj šla preveč v detajle, ampak ogromno je teh vzporednih svetov. In v vsakem vzporednem svetu imamo čisto drugačno življenje. V enem si bogataš, ki živi v New Yorku, v penthouseu, na enem vzporednem svetu si nekje v Indiji, tam prosjačiš za kruh, v tretjem svetu, evo, lih te je, ne vem, povozil avto, v četrtem svetu, evo, lih si zadev loterijo. Se pravi, sinhrono živimo ogromno različnih vzporednih življenj, ampak na različnih frekvencah in ti lahko dostopaš samo do tistih frekvenc, ki so ti najbolj bliže glede na tvojo osebno vibracijo. Ok? In zato recimo ljudje, ki so recimo finančno v nekem pomanjkanju in živijo v tem preveč v sistemu, preveč država je vsega kriva ali pa država, jaz sem odvisen od države ali kakorkoli. To so ljudje, ki recimo hodijo v neko tovarno in delajo neko rutinsko delo in sploh nimajo niti ideje oziroma nikoli ne pomislijo na opcijo, jaz bi pa si želel kaj več od življenja, ne. To so recimo te ljudje, ki so prav v tej, dajmo reči, podgani dirki. Oni pač, če bi šla recimo v njihov svet, zelo težko bi našla kakšno trdnjavo, zelo težko bi našla kakšno jamo s kristali ali pa kakšno podvodno kraljestvo ali pa zelo, zelo težko. Politiki pa imajo ogromno tega, zato ker oni so pač kot politik, oziroma ti, če sploh hočeš postati politik, ti moraš predelati ogromno enih, oziroma premagati ogromno enih blokad, ne. Strah pred izpostavljanjem, strah pred uspehom, strah pred odgovornostjo, strah pred posledico, strah pred močjo, moraš premagati strah pred izkrivljeno resnico, strah pred tem, da te bodo kritizirali, strah pred tem, da te bodo obsojali, strah pred tem, da te bodo pač ogromno strahov ti moraš premagati, zato da sploh postaneš politik, oziroma da lahko prideš na tako visoko pozicijo in posledično si s tem odpiraš nove vzporedne svetove in imaš ogromno pol teh trdnjav in vsega tega, kjer se pač skrivaš. Tako da jaz sem videla, da in recimo tudi to, ne, PIN kode, gesla in ključe, ne, ko mi je Zoran prinesel, to moram povedati, da to ne pomeni, da imam jaz sposobnost ugotoviti, kakšen PIN ima Janez Janša od svoje bančne kartice, ne. To upam, da je vsem jasno, oziroma vem, da ni, ampak povem, da se ne boste narobe interpretirali. Recimo, evo, še glih to, ne,
glede na to, da je Janez Janša ful rad v teh, pač ima rad domišljijo, ful je rad bral te fantazijske knjige, oziroma celo mislim, da je rekel, da mu je bila všeč fantastika ali pa nek realizem mu je bil tudi všeč. Tragični realizem, ali kaj že je rekel v dokumentarcu. No, to pomeni, da ima on ful razvito domišljijo. In morda so bile te otroške sanje njegove, da bi raziskoval nevedni svet, ne? Ker otroci so dosti krat taki, dosti bolj dojemljivi in dejansko se pogovarjajo z energijami, ne? Tisti otroci, ki imajo imaginary friends, se pravi namišljeni prijatelj, ne? Ko se pogovarja v sobi z nekom in on pravi, ja, tukaj je Janko na obisku, Janko se z mano igra. In starši so ponovadi ono, oh my god, upam, da ni z mojim otrokom kaj narobe, ne? Čeprav zdaj se že ve, da je to normalno. Ampak recimo, on je tudi lahko mogoče tako bil ful bolj dovzeten za ta nevidni svet, potem pa so mu starši ali pa pač okolica ali pa kdorkoli rekli, da so ga na nek način, da so mu povedali, da je to bedarija, ne. Ali pa, glede na to, da je bilo v zobljih lave, meni, recimo, so dostikrat že v komentar napisali, ne delaj tega, pazi, v katere svetove hodiš, si boš nakopala kakšno karmo ali pa ne vem kaj. In ljudje se ful bojijo teh svetov, hudičev, temnih sil, ker dejansko se v tebi prebudijo strahovi. Recimo, ko vidiš tega hudiča na energijskem nivoju, ko se boriš s hudičem ali pa z ne vem čim, dejansko pač, če greš v dovolj globoko meditacijo, dejansko doživljaš to kot neko resničnost. Ni glih isti feeling kot zdaj tako, ampak imaš občutek, da si dejansko tam. Je vse tako kot v nekih sanjah, ampak občutek je realno, kot da si tam. In dejansko se zbudijo strahovi. Tudi, kot sem že zadnjič govorila pri tem videu Od Meire Hot, ko sem se soočila s tisto težko energijo, sem imela potem še, ne vem, kakšna 2 meseca, konstantno neke vizije nekih ljudi, ki so me hoteli ustreliti, pa take stvari, ne, neke travme pridejo. In ljudje so ful govorili v to smer, kao, ja, ne tega, ker te bodo prevzeli hudiči, te bodo demoni, ne vem, kako se že reče. No, kakorkoli, ampak to ni res, mislim. Ali pa ne vem, ko vidiš sebe umreti na osprednjem svetu, pač to je, ko sem jaz to prvič doživela, je strašno, ker pol se zbudiš in pol razmišljaš in si rečeš, o moj bog, kaj če sem si jaz napovedala smrt in bom zdaj čez en teden umrla? In živeti s tem strahom, en teden, oh my god, kaj če umrem. Moraš pol predelati strah pred smrtjo. To je itak strah, ki, ko ga enkrat predelaš, takrat se tudi dobesedno svet. In mogoče je v bistvu to nekako del teh strahov, ki jih ima Janez v tej trdnjavi. Kaj je bilo še takega? Mogoče še ta pripomba, ne, pač jaz rečem, da mi je prišel pobrat z limuzino in mi je ena napisala, a ja, od kdaj pa Janez vozi limuzino, on vozi Volvota, in sem mi napisala pod komentar, da limuzina je tipo vozila, kjer je prtljažnik ločen od tega, ne kabineta, od kabine, v bistvu, od potniške kabine, ne. Tako da ja, kad rečem, da mi pride nekdo iskat z limuzine, ponavadi to taka lepa črna elegantna limuzina, ne tista dolga limuzina, pač avto limuzina, tisti, ki gre tako wink, 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 ne. Skratka, kaj so pa našla v tej trdnjavi? Ne bom tega povedala, ker bo predolg video. Jaz mislim, da moram še malo počakati, če bo slučajno Janez sprejel izziv, in to se by the way lahko zgodi, ne da bi sploh on izvedel zame. Sicer jaz ga tagiram na socialnih omrežjih, tako da obstaja verjetnost, da je videl, ne verjamem pa, da je glih pogledal, sploh zdaj ne v tem času, ko imajo koalicijske pogodbe, ko se sestavlja neka vlada, ko obstaja možnost, da bo mandatar, ne verjamem, da ima on cajt to gledati. Zdaj, ali ga tudi zanima ali ne vem, tudi ne vem, kakšno si ustvaril lih mnenje, ampak recimo, da on tega ne pogleda, je pa v energijah namenjeno, da on
v bistvu pove, kaj je v trdnjavi, se lahko zgodi, naprimer, taka stvar, da bo on v kakšni izjavi nekako povedal med vrsticami, ampak to se bo videlo, ker takrat mu bodo žarele oči drugače. Recimo lahko tudi posname kakšen video za socialno omrežje, ki je tak malček provokativen ali pa tak malo bolj, da ni uno politično, strogo političen. In bo v bistvu preko tega posnetka čisto naključno povedal, kaj je v tej njegovi trdnjavi. Ampak ne direktno, pač pa med vrsticami. Tako da jaz verjamem, da če se bo kaj takega zgodilo, bo to do mene prišlo, tako je vsaj ponavadi, no. Da recimo, če on nekaj objavi ali pa reče v nekakšnih poročilih, ta posnetek prej ali slej pride do mene, ne. In ko bom jaz to videla, bom točno vedela. In takrat bomo to še podebatirali. Morda pa bo celo pogledal posnetek in naredil kakšen kreativni video, ker bo povedal, kaj v tej trdnjavi, to je bilo ful dobro. To je bilo na splošno, mislim, to je bilo itak, wow, ful dobro, no. Bomo videli, kaj je namenjeno v energijah. Tako da to je to za današnji rant, ne. Zdaj, mogoče za konec bi samo še povedala tisti, ki ste v skritem klubu Gola Slovenija. Jaz vem, da ne pošiljam nobenih mailov, ne pošiljam mailov, kdaj so nove epizode, ker enostavno ne zmorem toliko. Imam ful enih drugih še projektov in enostavno ne gre, trudim se po svojih najboljših močeh. Bomo pa enkrat pač je v planu to, da bodo imeli tudi člani skritega kluba Gola Slovenija neke ekskluzivne vsebine, ki bodo zastonj za njih, za druge bodo pa pač plačljive. Ali pa bodo kakšne ekskluzivne vsebine, recimo, ne vem, mislim, ne vem, možnosti je še ogromno, no. Hočem samo povedati, hvala za potrpežljivost, pač delam po svojih najboljših močeh, upam, da niste razočarani, ker ne dobivate nič kaj samo za skrite člane, ampak za vse bo čas, to je projekt, ki nastaja, sama sem v ozadju, nimam ekipe in to se potem skupaj bolj počasi traja. Itak, ko se primerjam z drugimi, ne, s drugimi podcasterji, naprimer Klemen Selakovič, To naj ostane med nama, Podi z Urško, ko gledam recimo take podcaste in si rečem, če oni zmorejo, zakaj jaz ne zmorem, ne? Ampak oni imajo vsi zadaj neko ekipo ali pa vsaj enega človeka, ki jim še pomaga, ali pa dva. Jaz pa tle res nimam trenutno nobenega, tudi si ne morem zdaj kaj, ne vem, privoščiti v tej smeri sploh, ker to je pač projekt, ki ga delam čisto iz srca, iz nekega gušta, veselja, zaenkrat le ni nobenega profita in če ni profita v projekt, potem je škoda investirati v projekt, razen če vidiš neko večjo korist v ozadju. Morda bo tudi do tega prišlo, ne, da bom pa rekla, ok, zdaj pa je čas za investicijo v ta projekt, pa bomo takrat nadgradili vse skupaj. No, dobro, evo, jaz sem si zdaj izpovedala dušo, smo malo podebatirali, ziher sem pozabila povedati en kup stvari in en kup razlag, ampak da ne bomo predolgi, to je to. Zdaj pa grem še posnet v pogled, ko sem šla v Zoranovo trdnjavo na obisk. To bo tudi zabavno. Ajde, čau!